Torej, govorili bomo o evropski državljanski pobudi. Gre za nov institut, ki se pravi v evropskem pravnem redu, ampak kot rečeno, od mene dobite teoretično osnovo. No pa se dajmo vprašati sploh, kaj je to demokracija. Mislim, da boljše in krajše definicije, kot je dal Abraham Lincoln, to je najbolj znani ameriški predsednik, v njegovem znanem Gettysburg speech, je rekel, ne, da je to vladavina ljudi, za ljudi, ne, s strani ljudi. Ne, in da seveda naj ne bi ginili na karkoli iz sveta. Kar je seveda razlika tedanjega časa in tedanjega časa je to, da je zamesto kompleksnosti družbene ureditve, ekonomije, vseh drugih dejavnikov, tudi migracij, je seveda prišlo tega, da nimamo več tistega ideala, s kateremu se zatekal torej neposredna demokracija. Prevladuje seveda predstavniška demokracija, po domače parlamentarna demokracija. Zdaj, kaj to za sabo prinese? Malo se zahec, dajem tukaj modernizirano inačico tega govora, seveda, imamo sedaj v moderni, kompleksni družbi, seveda, vladavino korporacij, s strani korporacij in za korporacijo. To je seveda malo tako, da ne bomo več turobni danes. No, če pogledamo pravno, Evropska unija, katere članica je seveda od leta 2004 tudi Slovenija, naj bi temeljila med drugim tudi na vrednoti demokracije. To je izredno navedeno v pogodbi Evropske unije. Ampak če pogledamo, veste, vsaka država se bo razglasila za demokratično. Pogledamo malce v ogrodje tega. Na kakšen način so pa bile ustanovljene Evropske skupnosti, torej predhodnike Evropske unije? Pa se videli, da so bile ustanovljene na popolnoma nedemokratičen način. Razen končne ratifikacije strani držav članic so bile ustanovne pogodbe v osnovi projekt elit. Pogledamo tudi sedaj, v sedanjem času, kdo pa sprejema ključne politične, programske odločitve Evropske unije. Je to res Evropski parlament? Ali smo kakorkoli državljani vključeni v to? Gledate sami, da nimate ravno velike besede in tudi, če bi hoteli imeti, jo imate v zelo omejenem obsegu. Tipičen lakmus od teh seveda imamo tako vse evropske referendume, kot bi pričakovali za neko državno skupnost. Zato moramo posebati, da Evropska unija ni tipična državna skupnost, kot recimo Slovenija, kot je Nemčija, je nekaj vrste skupnost, ki se temu približuje, ima pa še vedno svoje posebnosti, gotovo pa nima vse evropskega referenduma. Lahko rečemo, da tudi ZDA nimajo. Na nek način vidite, da zelo velike skupnosti, teritorijalno in po prebivalstvu, vse evropskih referendumov nimajo. To je toliko, da si malce orišemo, kako je trenutno stanje v Evropi. To je tema, na katero se sicer malce manj spoznam, ker sem pravnik, s vprašanjem legitimnosti, legitimacije se malo ukvarjam, vendar pa je v politologiji in sociologiji pomembno, da nimamo samo formalnih postopkov demokracije, torej da izvolimo svoje predstavnike, da imamo svoj referendum, ampak se tudi vprašamo, ali so odločitve, ki so sprejete, tudi demokratične po svoji vsebini. Torej, ločimo, kot bi rekli, stopno legitimnost, torej kako sploh prihaja do odločitev in seveda izhodno, torej kaj iz tega demokratičnega procesa dejansko nastane. Zdaj pa povedimo to za Evropsko unijo, pa se tudi vprašamo, torej, na Evropski parlament lahko vplivamo, na druge stvari pa mnogo manj. Zdaj je tudi vprašanje, ali se s temi odločitvami, ki so bile sprejete, da res lahko poistovetimo. Torej, vprašanje legitimnosti sprejetih odločitev je vprašanje, ampak verjetno to presega trenutno našo debato. Pogledamo formalno. V Evropski uniji dejansko Evropski parlament deluje, kot institucija deluje od samega začetka. Od leta 1952, ko še bila to Evropska skupnost za premog in jedlo, takrat je sicer imenovala parlamentarna skupščina, ampak takrat je imel zelo tačne svetovalno vlogo, ni bil domen odločevalec, tudi ni bil neposredno voljen, dejansko so v njem bili predstavniki nacionalnih parlamentov, zgodba se začne spreminjati 1979 leta s prvimi neposrednimi volitvami, hkrati pa pride tudi do širitve pristojnosti parlamenta. V
tej plati je gotovo povečanje legitimnosti sprejetih odločitev v Evropski uniji dobrodošlo, pride do širitve tega demokratičnega vpliva, seveda ne neposrednega strani državljana, ampak posrednega, preko Evropskega parlamenta. Kar se tiče neposredne demokracije, demokracije sem že omenil, te ni in verjetno bodimo iskreni in nikoli tudi ne bo. Vsaj ne na način, kot ga poznamo v Republiki Sloveniji in tudi v nekaterih drugih državah, da bi volivci na referendumu zavezovali parlament k nekaterimi odločitvami oziroma bi potrebovali sprejete zakone ali pa druge odločitve parlamenta. Torej, na koncu se zdaj potem vprašamo, ali so v Evropski uniji demokratične možnosti v polni meri zagotovile legitimno sprejetih odločitev. Zadeva je seveda večplastna, bomo kasneje videli, da eni pravi, da ja, drugi da ne. Potem imamo že odgovore na te vprašanje, seveda se trčimo v neke čeri, kako sploh definirati evropski narod, da lahko samo pod predstavnike držav članic, ali poštevamo to nekaj demos, vse evropski. Tu vidite, da neke skupne identitete vseh državljanov Evropske unije ne bomo našli. Še vedno se ohranja zelo močna vloga identitete predstavnikov držav članic. Torej, nacionalna identiteta igra zelo močno vlogo, tako da je to neka realna ovira, da bi postavili nekaj vrste vse evropski referendum. Tudi pri volitvah, da vam povem, se kaže tale posebnost. Evropska unija ne temelji na načelu ena oseba, en glas, ampak je to prirejeno glede na države članice. Da vas tem ne utrujam, gremo hitro naprej. Kar se tiče posredne demokracije, veste, da imamo v Evropski uniji v osnovi dva domova parlamenta. Tega, ki ga vsi poznamo, Evropski parlament, v resnici pa tudi svet Evropske unije. Council of the European Union deluje kot drugi dom zakonodajne veje oblasti v Evropski uniji. V njem pa sedijo, v tem svetu sedijo predstavniki nacionalnih vlad. Odvisno od področja, recimo, če gre za področje kmetijstva, bo notranji minister za kmetijstvo, ki bo sodeloval pri sprejemanju odločitev. Kar je ključno je, seveda, z vidika demokratičnosti, da je Evropski parlament postal skoraj da popolno izenačen s svetom Evropske unije, kar se tiče pristojnosti. Temu rečemo v teoriji, da sta enakopravna domova. Bolj kot ne v celoti, so še določene izjeme, ko ima svet malce večjo vlogo. V osnovi pa to pomeni, da se daje večja teža predstavnikom držav članic, kot pa predstavnikom vseh državljanov. Evropski parlament je predstavnik vseh državljanov. Kar se tiče vloge sodišča Evropske unije je, da je le redko nastopa kot nek razreševalec sporov. To so ti postopki Evropski parlament proti svetu, ki pa se nanaša predvsem na to, kateri postopek bi moral biti določen za zakonodajno sprejemanje odločitev. Evropski parlament, kot vidite, izhaja iz tega, da je delovanje unije temelji na predstavniški demokraciji, torej na parlamentarni demokraciji in da so državljani seveda na ravni unije neposredno zastopani v Evropskem parlamentu. Prej sem že omenil vprašanje legitimnosti sprejemanja odločitev. Zelo pogosto se sprašujemo o tako imenovanem demokratičnem deficitu, kar je z drugimi besedami samo obrnemo besede pomanjkanje demokracije. Tako te formalne, bodi se tudi vsebinske. Vam kar povem, da je nekako že vgrajen v same ustanovne pogodbe, kar si drugače ne bi tudi sploh dobili soglasja za obstoj Evropske unije. Gre za to, da se popolne demokracije ni bila niti zaželena, niti ni bila v štartu sploh poskušana. Kot je rekel eden tvorcev Evropske unije, Jean Monnet, znani francoski politik in bančnik, neko vrste oče Evropske unije, mi ne povezujemo držav, mi združujemo ljudi, ampak tukaj, kar je lepa gesta, torej cilj je seveda dajati čim več koristi državljanov, ampak ključno tukaj, kot vidite, imam počrtano francosko kredo nous, torej mi to delamo, kdo pa smo ti mi. In jasno je, da gre za
vprašanje določenih političnih elit, zlasti na področju držav Beneluxa, Francije in Nemčije, v danem času in tudi sedaj, torej držav, političnih držav, ki so najmočnejše. Ja, ta demokratični deficit mimogrede ne obstaja samo na ravni Evropske unije, obstaja tudi v Sloveniji, obstaja tudi v drugih državah. Torej gre za vprašanje, v kolikšni meri lahko državljani odločilno vplivamo na sprejemanje odločitev in tudi, ali so te odločitev res v korist državljanov. To opazite vsak dan, da nekako prihajajo do odmikov od tega grškega ideala demokracije. To, kar sem več čas govoril, je tudi teoreti so znano, kot pravi Joseph Weiler, največji strokovnjak za evropske integracije, vsaj iz pravnega vidika, Američan, ne Evropejec. Joseph Weiler govori o formalnem in družbenem značaju demokracije, torej lahko gledate iz formalnega vidika, pa tudi tega družbenega vidika. Ja. No, da pa počasi prihajamo na to, kar je bolj srednja tema, mislim, da sem nek oris teoretični dal. Sprašujemo se v pogledu državljanov na Evropsko unijo. In če ga razdelimo kronološko pred maastrichtskim obdobjem, je bil pogled državljanov tako formalno popolnoma odstranjen, nepomemben. Oziroma se je štelo, da je ideja političnih elit izenačena tudi z idejo samih državljanov. To je za samo ekonomsko integracijo do leta 1992, torej kako spostaviti skupni trg, da ne bo carin, da bo se lahko popolnoma svobodno delali v Nemčiji, če ste državljan Francije in tako naprej. Torej, do leta 1992 sploh ne pride do nobenih težav. Maastrichtska pogodba, torej leta 1992, pripelje to, kar se zdaj razumem kot Evropska unija. Pride do širitve pristojnosti Evropske unije tudi na politično občutljiva področja. Recimo zunanja politika, varnostna politika, notranje zadeve, pravosodje. Tam, kjer so si države že stoletje, mora biti nekatere pa seveda tudi skoraj tisočletje, popolnoma pridržale suvereno pravico, da bodo same odločile o teh zadevi. Sedaj pride torej do neke novosti in seveda do strahu, da ne bi prišlo do prenosa preveč pristojnosti na Evropsko unijo. Prvi odziv tega je že Amsterdamska pogodba, ki pravi, nacionalni parlamenti morajo imeti večjo vlogo. To pride do tako enega protokola v vlogi nacionalnih parlamentov in še nekaj drugih stvari, da vas ne obremenjujem. Lekenska deklaracija, to je pa sicer neformalni pravni akt, torej ne zavezuje, ampak ima politično moč in to pravilno pomeni začetek političnega procesa, ki pripelje potem do pravnih rešitev. Lekenske deklaracije je bilo izrecno pisano, da državljani prav tako čutijo, da unija deluje preveč birokratizirano na mnogih področjih. Postlekensko obdobje je seveda to obdobje, ki pripelje do Lizbonske pogodbe in uvedbe evropske državljanske pobude. Ta je bila že poskušana predtem z pogodbo o delovanju, pogodbo o ustavi za Evropo, ki pa veste ni bila potrjena na referendumih na Nizozemskem in Franciji leta 2006. Rezultat vsega je pa torej zdaj Lizbonska pogodba, tako ena reformna pogodba, ki pa opredeljuje participativno demokracijo državljanov. To je pa to, o čemer govorimo danes. Vsak državljan ima pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije. Odločitve se sprejemajo kar najbolj odprto in kar najtesnejši povezavi z državljani. Torej, gre za poskus, če uporabim besede Abrahama Lincolna, da je namen demokracije, da so državljani sodelujo by the people, torej, da se uveljavijo tisti kriteriji by the people, seveda, in tudi za ljudi, torej kar najtesnejši povezavi z državljani. Podali se tudi vloga političnih strank, ki naj nekako omogočijo, olajšajo izražanje volje državljanov Evropske unije. Tukaj pa seveda se zdaj sprašujemo, kako pa lahko državljani sami, mimo političnih strank, torej dejansko v okviru delovanja civilne družbe prispevajo k sprejemanju odločitev Evropske unije. To je uredila uredba številka 211/2011, torej pred 2 letoma, je tako, da je Evropski parlament kot svet sprejela to uredbo. Uredba je
o državljanski pobudi. Uredba je v osnovi pravni akt, ki ima značaj, kot ga v Sloveniji poznamo zakona. Učinkuje neposredno za vse na območju Slovenije. In če pogledate preambul, to je ta uvodni, pojasnjevalni tekst k sami uredbi, je bilo izredno navedeno, kaj se s tem želi doseči, torej vzpostaviti možnost, da se državljani neposredno obrnejo na komisijo, pozivom naj predloži zakonodajni predlog za pravni akt Unije za namen izvajanja pogodb. Malce pravniške latovščine. Po domače povedano je, državljani se lahko obrnejo na komisijo, da bi ta pripravila zakonodajni predlog. Ideja je tudi, seveda, da naj bi bili postopki čim bolj jasni, preprosti, uporabniku prijazni in sorazmerni. Končni cilj je pa seveda še enkrat, da spodbujamo sodelovanje državljanov, da naredimo Unijo dostopnejšo od državljanov. Ja, ampak dajmo se še pri tej preambuli ustaviti, to je bistvo, ne? To je pripraviti zakonodajni predlog. Kako je v Republiki Sloveniji, če se državljani zberejo in rečejo, mi bi pa nekaj na področju slovenske zakonodaje uredili. Če pogledate slovensko ustavo, ste videli, da zadošča 5000 glasov slovenskih volivcev, ki lahko predlagajo spremembo zakonodaje. No, da pa primerjamo s tem. Tukaj smo pa rekli, da se lahko obrnejo na komisijo s pozivom, da se naj pripravi zakonodajni predlog. Vidite, da v Sloveniji imajo naši volivci, mi, slovenski državljani, močnejšo vlogo. Pri nas meni to vložitev popolnega predloga zakona, začetek zakonodajnega postopka. Pri evropski državljanski pobudi, kot že beseda pove, gre samo za pobudo, tudi ni obrnjena na Evropski parlament, pa na svet, ampak na Evropsko komisijo. Kaj pa menim, da boste morali najprej prepričati kot državljani Evropsko komisijo, da je vaš predlog v okviru državljanske pobude relevanten. Bomo videli, kako bo to več povedal Simon kasneje, kako so njegova pričakovanja, koliko bo v tej meri dejansko prišlo do nekih realnih učinkov preko teh postopkov. Ja, no, državljanska pobuda je čisto pravni okvir, da iz uredbe sem potrebni vključen stvari. Uredba je spet pisana zelo birokratsko, deloma razumljivo, ker morate jo napisati tako, da bo enovita, da vse enaka, ni dolga, to je lahko pohvaljeno, da ima relativno malo členov, kot imajo nekatere druge uredbe, ampak bi se morali spet kar posvetiti temu, kaj dejansko ne piše. Ampak dajmo povedati te ključne kriterije. Za uspešnost državljanske pobude boste potrebovali 1 milijon podpisov. To se vsi zapomni, 1 milijon podpisov. Kaj zdaj to realno pomeni? To realno pomeni, glede na to, da imamo 490 milijonov, da imate več Hrvaško, mislim, da je 500 milijonov državljanov Evropske unije, pri čemer seveda moramo šteti tisti, ki so mladoletni. Mladoletni tukaj ne bodo šteli, ampak recimo, da je to okrog 400 milijonov potencijalnih volivcev. Vi morate zbrati 1 milijon. To meni 1/400. To je 0,25% podpisov vseh državljanov Evropske unije. Če pogledamo naše razmerje, 5000 volivcev, morate za zakonodajni predlog, imate pa 1.700.000 slovenskih državljanov. To je 1 proti 140. Volivcev je nekaj manj, 1.200.000. 2 milijona slovenskih državljanov, 1.700.000 je slovenskih volivcev. No, smo zelo stara družba, zato imamo tako veliko volivcev, tako malo jih ni. Ja, no, vidite, da je seveda po tej plati evropska državljanska pobuda, čeprav se slovenska velika, tu je cifra enormna. Slovenci si ne predstavljamo, kako velika cifra je 1 milijon, ampak v evropskem kontekstu so spet ni tako velika cifra. Po tej plati vidite, da je pobuda manj zahtevna kot zakonodajni predlog, vsaj kaj se tiče tega formalnega odstotka potrebovanih podpisov. No, potem
Kaj povem, so 4 minimalni pogoji, ki jih morajo vsaka pobuda izpolnjevati. Število držav članic, ki morajo sodelovati, so, mislim, določeno na 1/4, glede na to, da je 28 držav članic, je to 7 držav članic zaenkrat. Takoj, ko bo prišla neka nova država članica v Evropsko unijo, bo se cifra dvignila na 8. Da bi bila zadeva dovolj resna, Evropska unija seveda šla v to, da bi čim bolj razpršeno šli podpisi. Kaj če bi lahko zadošalo, da iz Nemčije pride že dovolj podpisov, od teh 1 milijona. Poanta je, da se poskuša razpršiti tudi vse evropskost zbranih podpisov, da iz tistih vse 7 držav članic mora biti posamezne države članice določen minimalni prag podpisov zagotovljen. Vezan je na število poslancev iz te države v Evropskem parlamentu, smo že eno z enim količnikom, mislim, trenutno 754. Ampak to je res ni nek strašen pogoj. Torej, če imate vsaj 7 državah neko resno bazo, bo se to doseglo. Naslednji kriterij je seveda starost, ki sem že omenil, minimalno 18 let, da lahko sodelujete tako aktivno pri izvajanju državljanske pobude, kot tudi kot podpisnik. Kaj je pa pomembno, da se kaže tudi razpršenost v organizirani strukturi. Odbor je ta, ki sodeluje neposredno, tako kot nekaj vrste posrednik med volivci, to je ti so določimi, ki tudi odbor nagovarja, in obenem kot odbor sodeluje navzgor proti Evropski komisiji. Kot sem že rekel, pobuda je naslovljena na Evropsko komisijo. Pogoje za sprejem bomo pokazali malo kasneje. Ključno je seveda z velike demokratičnosti, da čim bolj omogočite dostop do podajanja te izjave o podpori. Možna je papirna in elektronska oblika, kasneje smo lahko tudi malce poigrali s tem, so se videli, da je zadeva zelo enostavna. Kar je pomembno, je, da ne omejujete možnosti izjavljanja. Da to ni dovoljeno verjati pristnosti podpisa. Če se spomnite, če greste pa v Sloveniji, je ključna težava za neposredno demokracijo v Sloveniji, da morate iti na upravno enoto, priti tja in se izkazati, da ste to res vi, pokazati osebno izkaznico in potem boste dobili obrazec. Tukaj je zadeva narejena, da je preverjanje samo ex post facto in gotovo ni tako stroga, kar se tiče preverjanja istovetnosti. Na nek način se kaže tu slaba slovenska ureditev, ker kaže nezaupanje do lastnih državljanov. Evropska unija to ni šlo. Pomembno, najverjetneje bo ključni faktor pri uspešnosti državljanskih pobud bo časovna omejitev. 1 letu morate zbrati. To je spet. Ni tako enostavna zadeva, kot se sliši. 1 leto, ker morate se videti vse evropsko organizirati. Ne, pa teče. Pravo vprašanje postavljate, ampak jih prehitevate. Kar še poradite, in to bo Sima še bolje pojasnil, skritje podpore in financiranje. Zelo pomemben podatek, da se razkrije povezan transparentno postopka, da ne bi prihajalo do nekih čudnih financiranj nekaterih projektov. No, zdaj pa gledamo, kako teče postopek. Postopek lahko v osnovi razdelimo na 3 faze. Uvodni postopek je pred tem, ko se zadeva sploh začne, in še preden sploh sama pobuda uspe. Najprej morate pobudo prijaviti. Tukaj morate zdaj dati vse nujne potrebne podatke, kdo bo član odbora, kaj želite doseči, kaj sprašujete, na katero področje Prestolnice Evropske unije to sodi. No in ko boste to predložili Evropski uniji, torej natančne Evropski komisiji, bo ta se lotila, ali je sploh pobuda popolna. In že na tej točki lahko pride do zavrnitve in to se celo v enem primeru zgodilo, oziroma pride vse do dopolnitve, da mora predlagatelj pobude stvar dopolniti. Ključna stvar je, da lahko vlagate pobudo samo z tistih področij, na katerih ima Evropska unija pristojnost. Torej, kaj vam praktično to pomeni? Kar se tiče ekonomskega sodelovanja, sodi noter, monetarna unija, sodi noter. Potem sodi noter tudi zadeve z notranjih zadev, recimo vprašanje tujcev,
potem sodi vprašanje privatizacije določenih panog. Ogromno stvari sodi, zdaj pa bolje bi bilo pomenilo definiti, kaj recimo ne bi sodilo noter. Kako boste šli v to, da ste dosegli nekaj na področju socialnih politik. Evropska unija deloma sicer ima nekatere pristojnosti, ampak so zelo omejene kot tako koordinacijske pristojnosti in boste zelo hitro padli ven iz pristojnosti Evropske unije. Je pa res, da so seveda recimo socialne politike tudi na evropski ravni lahko v tem trenutku zelo pomembne. Vprid v uveljavitvi državljanske pobude tudi gre seveda zadnji dogodki, kjer prihaja do širjenja evropskih pristojnosti, tudi na bančnem področju, tudi na področju koordinacije fiskalnih, torej proračunskih politik, seveda bo teh sivih list, kjer Evropska unija ne bo imela pristojnosti, vedno manj, s tem se pa seveda tudi odpira širše polje tega demokratičnega sodelovanja državljanov Evropske unije pri sprejemanju odločitev. Jasno, če je željiva pobuda neresna oziroma provokativna, oziroma če je nasprotje s vrednotami Evropske unije, torej v 2. členu pogodbe Evropske unije, da sem ga omenil, če je nasprotje temi vrednotami, s tem, kot so načela solidarnosti, varstva človekovih pravic, demokratičnosti, spoštovanja manjšin, v takšnih primerih bo se nasprotje s načelom političnega pluralizma, v takšnih primerih komisija tega ne bo dovolila. Je pa res, da je to v rokah komisije. Ta odločitev, zlasti, ali je sedaj pobuda provokativna, kaj zdaj točno to pomeni, ker teh kriterijev komisija še niti sprejela, verjetno bo to tem odločila na tako manj case by case osnovi, torej od primera do primera. Potem lahko sledi prevod vse jezike, glede na breme organizatorja. S tem se Evropska komisija ne ukvarja in tukaj se že kaže seveda neka težava. In to, da imamo v Evropski uniji 23 uradnih jezikov, 24, odkar je Hrvaška vstopila, to pomeni, da je to tudi kar znaten finančni zalogaj za organizatorje. Zato vam pravim, da je zelo pomembno vprašanje tistih prikaza, kdo financira organizatorju samo zbiranje podpisov. In ko vse to urejeno, se seveda pobuda piše v register. In takrat se tudi začne zbiranje podpore. In prav piše v uredbi malce smotano, da se začne po datumu prijave predlagane državljanske pobude in traja največ 12 mesecev, je seveda jasno, da se rok začne šteti, ko je pisano v register, ker predtem niti ne morete zbirati podpisov. Obrazci so naprej znani, to boste tudi videli kasneje, in zbira se 12 mesecev. To je nekaj seveda razlika pravnika, neka črna luknja, v kateri ne vem kaj veliko, Simon pa v njej ve veliko, zato verjamem, da nestrpno pričakujete njegovo predstavitev. Kaj se pa zgodi po 12 mesecih? Torej, kaj se bo zgodilo s temi, ki se bodo zaključili 31. oktobra 2004, torej, gledamo čez natanko 10 dni. Zgodilo se bo to, da bodo šle v preverbo, ali so ti podpisi oziroma izjave o podpori res pristni. Seveda, zdaj tukaj ne bodo državni organi šli preverjati popolnoma vse detalje. Malce bo zaupanja, na nek način se kaže tudi neka črna lisa, kako bi lahko državljani malce goljufali to, ampak mislim, da nekega pravega zagona, da bi se tako goljufalo ne bo. Države preverjajo na različne načine. Lahko to preverja država državljanstva, država tam, kjer ima podpisnik prebivališče, ali pa država tam, kjer je bil izdan osebni dokument. Preverja se tako papirnati obrazci, torej tisti, ki zdaj podporo na papirnatem obrazcu in tisti, ki so elektronsko. Elektronsko bo mnogo lažje. Zakaj? Zato, ker se bo dalo to zelo avtomatizirano preveriti. Namreč se preverja se ime in priimek in hkrati številka identifikacijskega dokumenta, posebnega dokumenta ali pa pasoša, torej potne listine, kot pa fizično. Fizično bodo pa morali seveda preverjati
v Sloveniji, recimo Ministrstvo za notranje zadeve, ki vodi evidenco prebivalcev v Republiki Sloveniji, bodo pač morali ročno. Ampak v dobro birokratom na Ministrstvo za notranje zadeve gre seveda to, da je velik odstotek izjav o podpori dan, kako menite? Preko interneta, ker je zelo enostavno. Boste videli številke, jaz sem bil presenečen, sem mislil, da bo malo več papirnati, še vedno pa ni. Internet je postal glavni kanal izražanja volje voljivcev. Torej, še enkrat, podpora se preverja naknadno, torej izjava od podpore se ne uvelja, kar se mi zdi ključen element, da bo državljanska pobuda na dolgi rok zaživela. Ja, tukaj sem imel sicer link na vse trenutno odprte državljanske pobude. Moramo omeniti naslednje. To je samo ta tranzicijski problem začetka. Prve državljanske pobude se niso izvajale samo 12 mesecev, ampak, če preračunam, mislim, da 18 mesecev. V osnovi se morali končati aprila, ampak ker je prišlo do tehničnih težav na začetku, po eni strani tudi rekli, da je bila komisija zelo, da je rekli, simpatetična do prvih pobud, da bi ta koncept zaživel, je podaljšala rok za 6 mesecev. Od sedaj naprej, vse tiste, ki so bile kasneje uvedene, se bodo izvajale samo 12 mesecev. Mimo glede, tu nimam zapisano, govor samo omenim, da lahko predlagatelj umakne pobudo že vmes. Da vidi, da nima realnih osnov za uspeh, ali so pa tudi kakšni drugi razlogi, kaj bi druga. No, kaj pa pomeni sedaj uspešna pobuda? Jasno, neuspešna pobuda pomeni konec tega postopka. Uspešna pobuda ne pomeni začetek zakonodajnega postopka. Namreč, začetek zakonodajnega postopka je še vedno v rokah Evropske komisije. Evropska komisija je edini predlagatelj zakonodajnega postopka. Tudi Evropski parlament, poslanci Evropskega parlamenta ne morejo sprožiti postopka. Imajo enako vlogo kot recimo državljanska pobuda. Lahko predlagajo, da je pobudi komisiji, da se loti obravnave nekega področja. V tej plati smo državljani z Evropskim parlamentom čini izenačeni. Uspešna pobuda bo torej pomenila, da se objavi v registru, da je bila uspešna. Pomeni, da se bodo predstavniki odbora, torej odbora, ki je vodil celoten postopek, da bodo sprejeti pri Evropski komisiji, kjer se bodo ponovno predstavila stališča državljanske pobude in, kar se mi zdi ključno, da bo morala komisija se odzvati na uspešno pobudo. In to glede svojih pravnih in političnih zaključkov, morebitnih ukrepov, ki jih bo oziroma jih ne bo izvedla in da bo morala posebej obrazložiti to. Uspešna pobuda omogoča tudi predstavitev pobude v Evropskem parlamentu. Na način se pride do posredne združitve participativne in predstavniške demokracije v enem samem trenutku v Evropskem parlamentu, kar daje seveda pobudi veliko medijsko pozornost, vsaj na evropski ravni. Ja, toliko zaenkrat z moje strani, kar bi seveda povedal je, Evropska državljanska pobuda pomeni en formalni kanal. Simon vam bo upam, da bo povedal še kaj več, na kakšne načine lahko Evropska državljanska pobuda pomeni neformalni kanal za vplivanje. Recimo, da že namignem, verjetno se bodo na Evropsko državljansko pobudo izvajali tudi poslanci. Torej, na nek način sem bil skeptičen, da nisem pa eni strani rekel, ne gre za zakonodajni predlog, Evropska komisija formalno ni vezana na njo, ampak bodimo prizanesljivi, razmišljamo, da bo tudi velika podpora javnosti pomenila seveda tudi signal za evropske poslance, ki bodo poskušali zadevo peljati tudi naprej. Martina Piskaš, res bi rada povedala, da mi smo pred enim letom zbirali predpise za zakon o osebni asistenci. Mi smo v 3 tednih zbirali predpise in v Državnem zboru za 2 glasa smo. Hočem povedati, da vse to smo mi šli sicer v Sloveniji, lahko bi šli tudi v Evropski uniji. Slovenija je ratificirala konvencijo
invalidih in skratka, ta člen je noter, da osebna asistenta mora poskrbeti in seveda ni, ker smo v krizi, ni denarja in to se bo pripravljalo drugi, če se kdaj bo. Zdaj pa poslušala sem to v tej evropski pobudi. Seveda, mi lahko prišli tudi v to, vse imamo pri vseh državah imamo podobne probleme, ampak se rečem, na konec pridemo spet in nam rad zbrati teh milijon podpisov in potem pridemo v parlament in vedno se bo popravila ista zgodba. Ja, javnost bo verjetno slišala malo več o tem, malo se bojo seznanili, ampak spet bomo ostali verjetno tako kot je. Se strinjam, torej Slovenija je podpisala konvencijo o pravicah invalidov, verjetno ne zavedajoč, kaj to vse za sabo potegne. Tako malo se kritizira slovensko vlado, zelo rada podpisuje mednarodne konvencije, no zven se sliši lepo, pa treba to implementirati v nacionalno zakonodajo, pa seveda zmrzne. Tudi recimo pri vprašanju, na to, da ste sami poznati problematiko glede izvrševanja volilne pravice invalidov. Je tudi dvomi, da bi podpisali zadevo, če bi vedeli, kaj bi to za sabo potegne. Na način so dali lažno upanje invalidnim osebam, da bodo lahko res samostojno glasovali. Da se vrnemo zdaj na to povezavo zakonodajne iniciative v Sloveniji in primerjave evropsko državljansko pobudo. Tukaj bi edino popravil, da verjetno vprašanje osebne asistence ni področje, ki bi sodilo v pristojnost Evropske unije, in bi verjetno takšna pobuda na ravni Evropske unije verjetno niti ne bi mogli iti skozi ta prvo sito. Zakaj ne? Sami ste rekli, da konvencijo podpisujejo države članice, torej v pristojnosti držav članic, ne v pristojnosti Evropske unije. To je tipični element, recimo te socialne politike države, ko šlo tako, da na ravni EU to ni pristojno. To je osnovno popraviti. Je pa res, ste sami rekli, postavili ste težav, ki je pa na ravni Evropske unije ne bi bilo. Težava z zbiranjem podpisov za zakonodajno iniciativo in referendum v Republiki Sloveniji, ki sem jo omenil, to je pa poverjanje podpisov, ker potem se naknadno ugotovi, da nekateri niso pravi, da so imena mora biti malce drugačna in ima ministrstvo za notranje zadeve zelo stroge standarde glede tega, kateri podpis bo štelo za veljavni ali ne. Ne, mi smo zbrali, so bil vedel. To so obravnavali državnem zboru. Zabavim, da 2 poslanca sta glasovali po tej proti in smo zato zbrali. Ni bilo politične volje. Ne. Ni bilo politične volje. To pa je država, ki je marsikaj prisotna. Več kot to, da se ta poskus vplivanja na državni zbor nadaljuje, vam ne morem povedati, ker mimo volje parlamenta pa tudi ne moramo iti. Mogoče je zanimiv del tega vprašanja ravno ta, se pravi, ali je evropska državljanska pobuda na kakršenkoli način razen te možnosti, oziroma ko je uspešno, da se jo predstavi v parlamentu, ali ima kak vzvod nekega formalnega povezovanja, ali pa a je mogoče razvidno, da bi lahko potem parlament na nek način tole prevzel, ker ena od stvari, ki se mogoče da predvidevati, tudi to, da morda se ne bodo volivci in tudi parlamentarci evropski vedno strinjali s tem, kaj bo Evropska komisija rekla, da ni v pristojnosti EU. Ja. Tukaj je gotovo, da bodo evropski parlamentarci lahko prevzeli neko to zagon, pobudo naprej. Pri čemer je seveda vprašanje, če sami državljani ne zvedo dovolj podpore, ali bodo zdaj evropski parlamentarci v tem videli korist. Bolj verjamem, da bodo parlamentarci bolj nadušeni za tiste pobude, ki bodo uspeli. Da bodo več interesa pokazali tam, ker vidijo v njih večji potencial. Kar se pa tiče prisile Evropskega parlamenta na Evropsko komisijo, nekaj pritiska, razen tistega političnega ne vidi, da bi ne more. Evropska komisija tukaj ima izključno pristojnost, če sami menijo, da ni podpore, ne bodo začeli postopati. Me pa tisti tvoj slajd z vprašanjem legitimnosti me je dal večkrat misliti, me zanima, kakšno tvoje stališče s to tezo na liniji euroskeptikov, eurorealistov, da je evropska državljanska pobuda bolj kot ne samo nek obliž na madež Evropske unije, ki se mu reče zagotavljanje povratne legitimnosti za nek velik projekt političnih elit, ki je bil v bistvu zgodovinsko delegiran spodaj navzdol,
in ki sedaj išče neke demokratične vzvode, da pridobi zaupanje javnosti za nekaj, kar je v osnovi izključevalo javnost. Ne? Če pogledamo po zaključku druge svetovne vojne, ki se je iskalo to mir, ne, v razrušeni Evropi, predvsem na osi Francija, Nemčija, šlo se je potem seveda na to ekonomsko povezovanje, ki je pa potem mogoče po nekem načrtu ali tudi ne preseglo to ekonomijo in sedaj že nanaša nekaj čisto konkretne družbene, sociološke, tudi neke identitetne, kulturne vzorce, ki jih pa še Evropa mora zgraditi. Ne? In zdaj imamo potem tukaj neko umetno vzpostavljanje teh kanalov za sodelovanje javnosti, da bi se to zgradilo. Ali je ta pristop na nek dolgi rok smiseln, se lahko zgodi potem ta identiteta, to državljanstvo, ali bo pa samo še mogoče en izmed kanalov, ker pa dejansko to, kot ste tudi vi rekli, ne, mogoče pa nima nasega učinka. Ja, okay, sem se vrnil na mojo predstavitev. Nisem prej izpostavil, ali poznate to osebo, da je tukaj gledal? Dvomljivec. Ja, dvomljivec, ja. To je Nigel Farage, predsednik neodvisne stranke Independence Party iz Združenih kraljestev. On je sicer poslanec Evropskega parlamenta in eden glavnih euroskeptikov, oziroma tistih, ki se zavzemajo za čim vitkejšo Evropsko unijo, predvsem samo na področju vzdrževanja, kar se tiče ekonomije, vsega drugega pa ne. On želi ohraniti torej nacionalno identiteto držav članic. Zato to je vprašanje gre tudi seveda v tej smeri. Gotovo je deloma to obliž, državljanska pobuda kot institut obliž za dosedanjo manjšo vlogo državljanov pri ključnih odločitvah, kot so bila Maastrichtska pogodba, tudi reformna pogodba in tudi jasno vse prej. Ne bi se pri tem ostavili. Dajmo se enostavno vprašati, kaj pa če evropske državljanske pobude ne bi bilo, tudi tega kanala ne bi bilo. Gotovo je dobrodošel, prispeva k izboljšanju diskurza v Evropski uniji, prispeva k povezovanju tako na meddržavni ravni in prispeva k povezanju na najbolj osnovni ravni državljanov. Same zahteve so takšne namenjene, da se mora povezovati. In kaj do česa prihaja? Prihaja do izpostavljanja evropskih tem. Torej, jaz tukaj po tej plati ne bi bil tako kritičen do tega upeljava, da ni bila samo cinična, da smo želeli malce za nazaj narediti zadevo bolj demokratično. Vidim, ne, če bo zaživela, pa če bo tudi komisija, da bo, kot sem rekel, da bo pripravljena poslušati voljo voljivcev, da bo prinašla nekaj dobrega. Je pa gotovo strah zadaj, da se lahko to sprevrže v nek formalno možnost, ampak to bo zelo hitro se bo to videlo. Videlo se bo trenutko, kako bo zdaj Evropska komisija obravnavala prve te pobude. Na neformalnem sestanku, ki smo ga imeli pred tedni, smo nekako razmišljali v smeri, da bodo vsaj nekatere prve pobude še za odtenek bolj simpatično obravnavane, bolj prijazno obravnavane, kot pa mora biti nekatere čez 3-4 leta, ko bo mehanizem doživel. Ilustrativno, kakšno? Boris Dokler. Mene pa zanima, kakšna je bila vsebina teh prvih pobud, da bi se mogoče tudi ni znalo orientirati. Pravzaprav, kakšne so te prve pobude, ki so prišle na komisijo? Pobude, trenutno na komisijo, kar se vsebine tiče pa do določene podpore ni prišla nobena. Torej, komisija še se ni radila do nobene opredelitve. Predvsem gre za to, da bi v ta okvir, ki ga je Saša zelo lepo predstavil, namreč ni enostavno predstavljati te kompleksne evropske teme, koncepte, institucionalne dimenzije, da bo ta okvir, ki ga Saša predstavil, napolnil večkrat konkretne vsebine. Kaj pomeni, kako se pripravlja evropska državljanska pobuda, kako poteka podpisovanje, kaj je tisto, kar nas organizatorje mogoče najbolj moti, katere izkušnje smo pridobili in mogoče zdaj že lahko po enem letu, ko že ta mehanizem funkcionira, lahko tudi delimo neke prve izkušnje, ne? Ker je tukaj zelo veliko learning by doing, ne? Eno je ta pravni okvir, drugo pa, kar je gospod omenil, ta politična dimenzija, ki se potem na nek način vidi skozi vsakdanje aktivnosti. In potem v drugem delu bom predstavil
Evropska državljanska pobuda za univerzalni temeljni dohodek, ki je za Slovenijo zelo zanimiv z ličnih vzornih kotov in tudi zato, ker imamo eno dosti močno izkušnjo s tem, tudi vidim potem, da se tudi nekateri, vi ste tle tudi to že podpisali, kar mislim, da že ima kar nek učinek. Zdaj, prva stvar z vidika informacij. Tle ste dobili tale vodnik v Evropski državljanski pobudi. Jaz sem to že večkrat pogledal in zdaj, ko vidim z svoje izkušnje, kako poteka to pobuda in to, kar piše v tem vodniku, se mi zdi to kar dosti dobra osnova za osnovne informacije, vse tiste, ki vas to zanima na takšen drugačen način, kaj je to Evropska državljanska pobuda. To je ta tudi prevedeno v slovenščino, to je, mislim, da zelo dober vodnik. Potem druga stvar, ki je pa še bolj, bi rekel, bolj podrobna, daje tudi več informacij o teh konkretnih aktivnostih, kaj dejansko se v tem momentu dogaja na področju Evropske državljanske pobude, je pa spletna stran, centralna spletna stran Evropske komisije, kar imate pod naslovom tudi spletni naslov. In ta zvom pa, in tukaj vidite, da imate poleg teh osnovnih podatkov, tudi navodila za pripravo pobude. Tukaj so pa pobude v teku, to je pa drugi del spletne strani. In tukaj je pregled vseh pobud, ki je komisija potrdila, ki so v teku. Tiste, ki so zaključene, če kliknem sem, boste videli prazna stran, ker še ni dobeno zaključena. In pa tiste, ki so neaktualne oziroma jih je komisija zavrnila. Tudi to že imamo zdaj prakso. Neaktualne so tiste, ki so jih organizatorji sami umaknili, ker so videli verjetno, da pač ne bodo dosegali milijona podpisov oziroma so da zatičnih zelo ugotovili, da ni smiselno ići naprej. Plus tiste, ki je komisija sama argumentirano zavrla, bodi si to, kar je Saša rekel, da niso v kontekstu pogodbe Evropske unije ali kakšnih drugih razlogov. To je rekel taka prva napotilo. Potem, to je pa zdaj ta postopek. Plastično prikazan, tudi tle v vodiču je. V glavnem gre za 8 faz. Prva faza je priprava pobude in stanovitev državljanskega odbora. To je v bistvu faza zamisli, kaj je tisto bolje top tema, politično vprašanje ali problem, ki ga želimo naslediti z pobudo. Potem seveda v okviru tega problema je treba ustanoviti državljanski odbor, to pomeni 7 državljanov iz 7 držav članic. Potem sledi ta postopek registracije pobude, to je en obrazec, ki se izpolni, ker je treba opredeliti opis, problem, sestavo odbora in se to potem predloži komisiji. In če komisija potem to potrdi, da je skladna, se pobuda registrira in potem se začne postopek zbiranja podpisov. Pred samim zbiranjem podpisov pa treba tudi še pripraviti seveda, če organizatorji želijo, morajo na lastne stroške pripraviti tudi spletni sistem za zbiranje podpisov. Ta spletni sistem je bil kar velika težava v teh za prve pobude, ki so bile registrirane takoj že po 1. aprilu lansko leto. Prvi zaradi tehničnih težav, pa tudi zaradi tega, ker so ugotovili organizatorji, da rabijo zelo veliko tehničnega znanja, da se potem ta odprtokodni sistem, ki ga dejansko razvija Evropska komisija in ga dala prosto na razpolago javnosti, da se vse to naloži na strežnike, da se potem to certificira za strani državnih organov, to je tudi en umesen korak, in da ga potem državni organi poverovijo, kar pomeni, da vsak tak podpis, ki se poda tle, je dejansko legitimen oziroma verovni, ni treba potem na pravno noto, kot smo se pogovarjali prej za terensko zbiranje podpisov. Potem je seveda teh 12 mesecev eno leto, ko se zbira milijon podpisov, to je osnovo moje predstavitve za največ temo posvetil. Potem pa po 12 mesecih, ali lahko tudi že prej, imamo tudi že en primer, ko je pobuda za pravico do vode, že en mesec pred iztekom roka zdaj dobro podpisom se so odločili, da bo nekaj zbirati. Gre potem v preverjanje izjav podpori nacionalnim organom. To pomeni, da se potem iz teh vseh podpisov izbere nek vzorec, ki jo potem pristojni nacionalni organ preveri, ali gre za prave podpise državljanov, glede na podatke, ki so jih vnesli v ta obrazec za spletno ali papirnato zbiranje podpisov. Seveda potem ko se to verovi, ko se izpolnijo ti kriteriji, gre to na komisijo. Komisija preuči pobudo, na ne govori v 3 mesecih in če govori pozitivno, se potem začne pa zakonodajni predlog, če ne Saša govorine. To je osnovna ideja v tem procesnem smislu.
vsak tak korak ima pa tudi nekaj potem svoje pravila, določila, ki jih je potem treba tudi malo bolj detaljno preučiti. Ampak jaz mislim, da če bi šli zdaj vse to detaljno, bi kar celodnevni seminar. Ampak v osnovi je pa, kot sem rekel, tle noter to zanimivo razloženo. Zdaj, ena stvar, ki je pomembna pri zbiranju podpisov, je kvota, ne, ki jo je potrebno v posamezni državi članici izbrati. Zdaj vidite število državljanov, ki mora podpisati glede na države članice, računa se pa glede na število sedežev v Evropskem parlamentu. In ta prvi pogoj, da mora biti skupno zbranih milijon podpisov evropskih državljanov, je še potem zraven dodatni pogoj, da mora biti ta kvota dosežena v 7 državah. Zdaj so potem tukaj pa zdaj različne kombinacije, ali je to 7 velikih držav, ki so sposobne zbrati toliko podpisov, ali je kombinacija velikih majhnih, in bomo recimo videli na različnih primerih, kako se potem te zelo zanimive variante pridejo potem ven pri zbiranju podpisov. Za Slovenijo velja 6000, kar je odvisno, lahko je veliko, lahko je pa malo, ne bom pokazal od različne pobude do pobude. Zdaj, kako se podpisuje pobuda, to je primer papirnatega obrazca, to je ta klasični način zbiranja na terenu, prek stojnic, tako kot imamo že v Sloveniji, tudi v našem pravnem redu določeno. Tole je obrazec za vezanje temeljni dohodek, so pa vsi obrazci so pa isti. Vnese se pa podatek, se pravi ime, priimek, datum, kraj rojstva, državljanstvo in pa osebna izkaznica, se pravi potni list ali pa osebna izkaznica in pa datum pa podpis. Zdaj treba vedeti, da imajo, mi nimamo na ravni Evropske unije uniformnega obrazca. Različne države članice imajo, zahtevajo vnos različnih podatkov in se že zgodilo, da je v nekaterih državah članicah, ker je treba kar dosti osebnih podatkov, recimo na Hrvaškem po Španiji moraš zraven napisati naslov stalnega bivališča, ulico pa hišno številko, kar pri nas ni. Se to kaže kot lahko ovira. In zdaj se že potem tudi sproti na ravni posameznih držav članice v tem skušati ta nabor teh podatkov, ki je treba vnesti, zmanjšati, da bi lahko pospešilo zbirne podpise, tudi naredilo državljanom bolj prijazno. Zdaj, glavni kanal za zbirne podpisov je prek spleta. To je primer spletne strani za pobudo Stop Vivisection, ki pomeni stop preizkušanju oziroma mučenju živali za namene znanstvenih poskusov. To je tudi taka zelo močna pobuda. In osnovi imajo vse pobude, imajo to uniformno stran. To je ta spletni sistem Evropske komisije, ki je dostopen javnosti. In v osnovi je tako neka struktura, ki je dosti razumljiva, se pravi različni jeziki so, to je na primer slovenski jezik, potem so informacije, kdo so organizatorji pobude, kje so kontakti, kje je spletna stran te pobude, kjer lahko dobite več informacij. In to se potem uporablja kot nek uniform spletni obrazec za oddajo podpisa. Zdaj, kakšno je stanje? Trenutno na ravni Evropske unije pri pobudah, trenutno imamo aktivnih 17 pobud, se pravi, ki so bile vložene na komisijo. Komisija jih je potrebila in registrirana v proces. S tem, da je prvih 8 od teh 17 se že zaključi 1. novembra letos, se pravi, to je čez, tako bi rekel, skoraj 10 dni, malo več. To je pa teh 8 pobud je pa prvo val pobud, ki so bile registrirane od 1. aprila lansko leto, ko je ta evropska državljanska pobuda stopila v veljavo. In od teh 8, ki se zaključijo 1. novembra, zaenkrat kaže, da bodo 3 izpolnile kriterij. 1 milijon podpisov plus 7 držav. Da sem potem tudi konkretno pokazal, katere 3 so to. 6 pobud je bilo pa zdaj že v prvem letu pomaknenih iz različnih razlogov. Bodi si, da so organizatorji ocenili, da organizacijsko ne bodo uspeli priti čez, bodi si, da ni bilo tistih nekih finančnih, infrastrukturnih, kadrovskih resursov, da se spelje tak zahteven postopek zbiranja podpisov milijona na ravni Evropske unije. 12 pobud je pa Evropska komisija tudi zavrnila. Primer univerzalnega temeljnega dohodka je tak primer, ko je bil sprva zavrnjen, ampak je bil potem ponovno vložen v Evropski komisiji, ki ga je potem v drugo pa potrdila.
To pomeni, da je treba tudi večkrat testirati polje, ne? Ker tudi komisija, pa tudi državljani se tukaj nek način učimo, spoznavamo, kje so tisti kanali pa polja, kjer je ta skupni evropski interes. Ne? Tako da tudi, če v prvem zavrnjena, še ne pomeni, da je to dokončnost. Če se da reformulirati in najti tisto polje, ker lahko gre pobuda, če Evropska komisija potrdi, se da tudi to narediti. Zdaj pa tiste 3 pobude, o katerem sem govoril, ki so veliko najbolj uspešne v tem prvem letu. Prva je dosti znana, no? Mislim, tudi mediji so dosti o tem poročali tudi v Sloveniji. To je pobuda pravica do vode, svoje vode in komunalna ureditev sta človekova pravica. To je ena pobuda, ki je vezana na direktivo Evropske komisije in pa na to problem privatizacije vodnih virov. To je bila tudi debata v Sloveniji, se mi zdi nekaj mesecev nazaj, da se je poročalo tudi v medijih. Je bila pa to top tema v Nemčiji. Ne? Tu vidite, da je bilo od 1.880.000 podpisov, jih je bila večji del zbranih v Nemčiji. Tudi v Sloveniji je bilo kar dosti podpisov, čez 20.000. Na splošno pa 13 držav izpolnilo to kvoto in ta pobuda je že zaključena, ne zbirajo več podpisov, čeprav bi še lahko do 1. novembra. Zanimivo pri tej pobudi je pa poleg tega, da je imela izjemno neko močno medijsko podporo, predvsem tudi v Nemčiji, da je bila na medijski agendi, zelo tudi politično vprašanje, da so tudi svoji organizatorji dobili 100.000 evrov sponzorstva, kar pa ni nezanemarljivo, ne, v smislu, ko se delajo takšni projekti, ne, ker tu je kup enih, bi rekel, stroškov, vse se težko pokrije izključno z volonterskim delom in če so organizatorji pobude v poziciji, da lahko dobijo neka sredstva z vidika nekih donacij in tako naprej, to lahko zelo koristno. In ta pobuda tudi trenutno zdaj v teh razpravah, ne, ko so različne konference, kjer se razpravljajo finančne pobude, tudi kot prvi case, ne, zdaj trenutno velja v Evropi. Potem naslednja pobuda, za katero jaz tudi nisem toliko poznal, sem tudi večko presenečenje, pa tudi ne vem, koliko je v Sloveniji prepoznana, tudi glede na manjšo število podpisov, je pa pobuda Eden izmed nas. To je pobuda, ki se tiče varovanja človeškega zarodka. Jaz sem večkrat tudi gledal v angleščini, pa tudi slovenske prevode, gre v tem pobuda, ki je v tem kontekstu proti splavu. Na tej polju vrednot in pa idej se suče ta pobuda. Tudi ta je prišla preko 1 milijona podpisov. Večina je bilo pa zopet iz Italije. Spravi spet ena velika država, ki je potegnila, ne, tisto kvoto podpisov. Plus tega, da je tudi 13 držav tudi podpisali ostali. Ne. Mislim, da tudi Romunija ima čez 100.000 tudi bila močna. Tudi tle je bil nek finančni sponzorstvo v ozadju. Je pa v Sloveniji pa nekako ni bilo, tudi v medijih, ne vem, če sem zasledil, kaj veliko pisanja o tem ni bilo. Potem pa še tretja, ki je pa tudi zelo uspešna, pa tudi mislim, da že ima čez 1 milijon podpisov, to je pa za prepoved poskusov na živalim. Uradno na njihovi spletni strani so na 95% podpisov, ampak to so samo podpisi, ki so izbrali preko spleta. Oni v to številko niso dali število podpisov, ki so izbrali pa preko papirnatih obrazcev. Na spletni strani imajo informacijo, da trenutno zbirajo na terenu podpise s pomočjo 20.000 aktivistov. To pomeni, da to bo šlo verjetno kar čez 1 milijon podpisov. Tudi v Sloveniji je bilo ta dosti prisotna, tudi sem videl na Facebooku, na Twitterju, na socialnih omrežjih, se je dosti govorilo o tej pobudi, kar tudi kaže nazadnje, da je bilo kar nekaj podpisov iz Slovenije, tudi tukaj je Slovenija dosegla kvoto. Sponzorstvo je bilo pa manjše v tem primeru. Ne. To so ti 3 primeri, teh pobud, ki so uspeli doseči te kriterije. Vse imajo neko svojo spletno stran, ki je v različnih jezikih. Ne. Tukaj tudi en mogoče izziv, ki ga je Saša izpostavljal, vse to treba tudi prevajati. Ne. To je treba potem sproti objavljati novice in tako naprej. In zahteva kar dosti neke kapacitete v smislu organizacije in pa ljudi, prostovoljcev, ki podpirajo to. Zanimivo pri tem spletnem mehanizmu je tudi to, da ima tudi opcijo, če vidite gore glavno menijo, izjava podpore po državah. Spravi, vsaka pobuda
lahko pogledati, če se tako organizatorji odločijo, kakšno je trenutno stanje zbiranja podpisov v teh 12 mesecih. In to je takšna vizualizacija Evropske unije za posamezno pobudo, z vidika, koliko so posamezne države zbrale podpisov. In tukaj je zdaj primer vizualizacije za to pobudo, ko ste rekel, eden izmed nas, se pravi zaščito človeških zarodkov. In zeleno so obarvane države, ki so dosegle nacionalno kvoto. Modre so pa tiste, ki še so v postopku pri dobivanju tega števila. Rdeče so pa države, ki nimajo niti enega podpisa. In to je ena taka stvar. In če bi šli pa z miško čez, bi se potem za vsako državo tudi izpiše število podpisov pa procent zbranih podpisov. Sedaj taka zelo hitra informacija, kje posamezna država stoji, tako za organizatorje, kot mogoče za medije, vse tiste, ki to spremljajo. Zdaj, kar nekaj besed je bilo že v svetovnem spletu. Svetovni splet v tem primeru Evropske državljanske pobude igra eno tako zelo močno, skoraj ključno vlogo pri zbiranju podpisov. Namreč čisto iz praktičnih razlogov. Že od vsega začetka je bilo tudi, ko se je že pripravljala ta direktiva Evropske državljanske pobudi, je bil ta pomislek o tem, kako bojo pa državljani pa zbrali milijon podpisov. Se pravi, na takem kontinentu, kot je Evropa, s toliko državami članicami, takšnih geografskih razsežnostih in ne smemo pozabiti, da Evropska unija ima 500 milijonov državljanov. To je pol milijarde ljudi, kako to organizacijsko speljati in seveda zdaj v informacijski družbi je internet kot tehnologija, ki povezuje, preko katero vse bolj komuniciramo, se pojavlja kot nek logičen odgovor na to. Seveda je potem v teh prvih razpravah bilo kar veliko skepse, kako je pa zdaj z internetom, v smislu internetne varnosti, varovanja osebnih podatkov, zbiranja teh podpisov. Na eni strani, po drugi strani pa tudi vprašanje digitalnega razkoraka. Moramo vedeti, da sicer Evropa kot kontinent je ena najbolj razvitih kontinentov v smislu internetne povezljivosti, so še pa vedno regije v Evropi, ki pa nimajo interneta. Ampak kljub temu je prevladala ta, bi rekel, mečkam dolgoročna vizija, da se omogoči zbiranje podpisov tudi prek spleta. Tukaj je bila predvsem zaveza Evropske komisije, da je razvila ta software, protokodno programsko opremo, ki je dostopna na spletu vsem organizatorjem, da je potrebno dol lokalizirajo, potem naložijo na splet, pri kateri potem zbirajo ta spletne podpise. In zdaj prve prakse kaže, da je bila ta odločitev pravilna. Tu imam nekaj podatkov v procentov v razmerju med papirnatimi in elektronskimi podpisi. Vidimo za te glavne peticije, ki so najbolj uspešne, za pravico do vode je bilo 1,5 milijona podpisov, je bilo skoraj elektronski, to je bližno 82%. Zopet prepoved poskusov na živali ima tudi, bo imela 1 milijon podpisov. Recimo, zdaj teme dohode, katerega kasneje bolj natančno pokazuje, pa skoraj 26%. Seveda, tukaj je zdaj potem zmeri to vprašanje, če gremo samo prek spleta, če imamo kampanjo prek spleta, kaj se zgodi s tistimi, ki niso na spletu, ki so mogoče digitalno izključeni. To so mogoče predvsem starejše generacije, ki še niso tako računalniško vešče, kako potem pride do njih. In zato je pa seveda še vedno ta možnost potem papirnatega obrazca, terenskega zbiranja podpisov, stolnice, dogodki in tako naprej. Kaj se tiče spleta, ne gre samo za to, da imajo vsaka pobuda skoraj pod nujno, mora imeti že spletno stran v različnih jezikih, seveda tem se odloči, tudi glede na to, katere, verjetno tudi ima strategije, katere so tiste ciljne države za posamezno pobudo, skozi katere želi dobiti to kvoto držav in števila podpisov. V tiste jezike se potem tudi lokalizira, prevaja vsebina in tako naprej. Poleg te spletne strani je tudi zelo pomembna so spletna družabna omrežja, Facebook pa Twitter. Jaz sem večkrat pogledal, kaj je bilo na Facebooku, Twitterju, skoraj vse te večje pobude imajo svoj Facebook profil, svoj Twitter profil, ki potem širijo novince, vabijo k podpisu, tudi delijo ta spletne povezave, ki se lepo podpišejo, vsak dan objavljajo, dobili smo jih to, pa to, in tako naprej, pa medijske objave. To je tak zelo močan kanal širjenja. In pa tudi gradnje neke skupnosti, javne sfere. Zdaj grem pa to, kar je tudi Saša povedal, v to polje. Namreč Evropska državljanska pobuda ni samo nek proces zbiranja milijona podpisov, ampak je tudi možnost, da debatiramo, identificiramo na prvi ravni, drugi ravni pa debatiramo o ključnih evropskih temah. In to se lahko zelo fino naredi prek Facebooka, prek družbenih omrežjih in potem te teme eventualno pridejo tudi v medije. Tako da tudi prve analize teh pobud
predvsem intervjuji z organizacijskimi odbori kažejo, da imajo organizatorji različne strategije, zakaj se odločijo za pobudo. Ne. Celo so obstajale pobude, ki se ni šlo za to, da bi zbrali milijon podpisov enem letom, ampak zgolj za to, da odprejo neko temo, je dajo na dnevni red in potem na dolgi rok gradijo to temo v smislu neke političnega zaveščanja, povezovanja z odločevalci, medijske prisotnosti in tako naprej. Namreč, če vi registrirate pobudo, gre na spletno stran komisije, to je neka vidnost. Ne. To pomeni, da je nek krog ljudi bo to preko slej videl, da je to tema, ki se vrti v javnosti in že gradite neko zaveščanje prepoznavnosti te teme. Dobro, ampak ni vse v spletu, kot sem omenil. Imamo tudi primer te pobude za zavarovanje človeških zarodkov, ki pa je zanimivo 60% zbala prek papirnatih. Vedno tudi mogoče vrednotno so ocenili, da je ciljna populacija, ki jo nagovarja, mogoče ni tako na spletu, pa da je so bolj ciljne populacije, ki so bolj vezane na fizični stik, na skupnosti, lokalne in so verjetno ocenili, da je to pristop za zbiranje podpisov. Zdaj še mogoče par besed v tej javni sferi. Obstaja kar nekaj spletnih strani pa naslovov, kjer pokrivajo evropsko državljansko pobudo ne z vidika samo procesa, kako se nekaj naredi, ampak z vidika razprave o tem, kaj so problemi, izzivi, kje so kakšni dogodki. Tudi akademska javnost na to temo se zdaj že počasi oblikuje. Decembra bo zopet en dogodek v Bruslju. Aprila letos je bila kar velika konferenca, mislim, da 2-dnevna v Bruslju na prvo obletnico te evropske državljanske pobude. Spravi, ta javna sfera, okoli tega procesa na evropski ravni se počasi vzpostavlja, mislim, da bo zmeraj večja. Je pa zdaj v nekem tem ključnem fazi, ko se bo videlo, kako bo komisija odreagirala na prve te 3 pobude, ali bo uspela ali ne, in bo to verjetno, zdaj vsi malo nestrpno čakamo, kaj pa bo, ne. To je pa res potem nek korak naprej. In bo zanimivo spremljati, kaj se bo dogajalo, in ti portali to pokrivajo, z različnih zornih kotov. Zdaj pa konkretni primer iz Slovenije, se pravi Evropska državljanska pobuda za univerzalni temeljni dohodek. Zakaj je ta pobuda zanimiva za Slovenijo in zakaj tudi na način predstavljamo danes tle? Ker mislim, da je edina pobuda do zdaj, ker ima slovenskega državljana v organizacijskem odboru. To je gospod Branko Gerič iz Maribora, predstavlja pa sekcijo za promocijo univerzalnega temeljnega dohodka pri Zofijnih ljubimcih. To je en izmed razlogov, drugi razlog je to, da je to trenutno 4. najuspešnejša pobuda v Evropi, ki ima zbranih 100.000 podpisov. Čeprav bomo kasneje videli, da smo že tako, ne vemo, ali bo šlo česa, ne. Zbira se podpisi do januarja naslednje leto. In Slovenija je bila še en teden nazaj prva v smislu izpolnjene kvote, nacionalne kvote zbranih podpisov za državo. Za nas je pa nekaj dni nazaj prihitela Hrvaška, ki je tudi izpolnila kvoto celo za podpise za državo. In pa tudi zato, ker se večina aktivnosti, ki se izvajajo v smislu zbiranja podpisov, so vezane na splet. Mogoče to je handicap, ampak problem je zaradi te organizacijske kapacitete samega društva, pa tudi ljudi iz tega kroga, ki sodelujemo na prostovoljni ravni s to državljansko pobudo. Zdaj, to je vstopna stran. Mislim, je že kar na začetku, ko smo pobuda je bila prijavljena v mesecu januarju letos, še pravi, spet je bila 14. januarja, smo začeli šele potem marca zbirati podpise. Predvsem 2 meseca smo že v bistvu izgubili škarte, ker smo imeli težave z registracijo spletnega orodja za zbiranje podpisov. Po drugi strani pa tudi bilo neke centralne koordinacije na evropski ravni. Mi sicer imamo Facebook skupino, ki je zaprta, kjer smo iz različnih držav, tisti, ki smo bolj aktivni pri tem zbiranju podpisov, in smo relativno pozno začeli koordinirati aktivnosti v smislu skupne izjave za javnost v vseh državah, ta boom efekt. Potem, kako bomo logotipi so večkrat zamujali, potem se to treba preveriti. In to je kup enih organizacijskih stvari, kar dosti močen projekt, kako se to pravočasno potem narediti, hkrati lansirati, in smo pa na koncu prišli situacije, ko vsaka država po svoje nacionalni ravni lansirala. Mi v Sloveniji smo začeli to pobudo marca letos,
kar dosti dela je bilo potem za objavo teh prevodov vsebin v slovenski jezik, to vidite glavni min, to so vse vsebinske noter v slovenščini. Kajti te stvari so pomembne, ne? Ko potem ljudje iz Slovenije pride to vprašati, jih zanima kaj več, da treba potem dati argumentacijo v zadnji, kako se zanima, kako se podpisuje in tako naprej. Te stvari terajo svoj čas. Tako da to eno leto mogoče, če začnete pobudo takrat, ko je že registrirana, kar hitro izgubite lahko mesec ali pa dva. Ampak kljub temu, no, trenutno je Slovenija, vidite gor v okvirčku na 94% kvote, se pravi, smo na njem na 5600 podpisov od 6000. Hrvaška je nek način spolnila kvoto v pičih 2 mesecih, bom tudi mogoče kasneje povedal, kaj so bili tisti glavni kriteriji, mislim, razlogi, zakaj so bili tako hitri. Drugač pa vidite, da pa večina potem evropskih držav pa nekje zelo počasi napreduje. Zato je verjetno bo zaključek te pobude predvsem v tem smislu zaveščanja, postavljanja ene teme, ki je verjetno rabi še več časa, da se nek način prime med evropskimi državljani, v smislu neke do spremembe vrednotne. Opažamo pa to, da so mogoče države, ki imajo močnejšo socialno državo, mogoče neko izkušnjo iz druge strani železne zavese, da je tam več naklonjenosti, vezano na temeljnem dogodku, predvsem se vidika te neke ideje o solidarnosti in tako naprej. Ampak to so pa ta raznolikost Evropske unije v smislu kultur, vrednot, zgodovine. Potem vidite, da ene države zelo reagirajo na neko temo, druge države sploh ni in je tako zanimivo, ne? Potem vidite ta raznolikost Evropske unije. Zdaj, mogoče nakratko tudi del v Sloveniji. Mi smo imeli dobro štartno pozicijo, zakaj smo prišli do tega kar visokega odstotka, namreč že zadnjih 5 let se o tem kar dosti govori v Sloveniji, bil je narejen zbornik, mednarodna konferenca, sekcija, to je društvo obstaja, tudi ta sekcija mrežena v neki evropski pa svetovni prostor, tudi v te evropske mreže, ki se daj razbirajo podpise za pobudo. Potem tudi nek zeitgeist je, ta duh časa v tem smislu ekonomske, gospodarske krize v EU, ki se mogoče nakazuje neka možnost rešitve tudi v UTD-ju. Moram povedati, da ta ideja gre samo za raziskovanje možnosti UTD. Namreč Evropska unija nima pristojnosti, da zdaj prvo kaže država Evropska unija, bi morate povedati UTD, ima pa pristojnosti, da povezuje države, da raziskujejo neko polje, se pravi neke skupne raziskovanje politike, govori se o enotnem raziskovanju prostoru in točno tle je bil pa tista polje, ker lahko se ta ideja nasleda kot evropska državljanska pobuda. In to je bilo polje, ki je bilo prepoznano še v tistem drugem poizkusu. Zato je zdaj ta pobuda tudi dejansko prišla potem na agendo. Par informacij o zbiranju podpisov. Zdaj tukaj veljajo bolj kot ne podobne, pravila, ampak mogoče neke smernice, kot kakršenkoli zbiranje podpisov za katerokoli aktivizem, družbeno civilno pobudo. Se pravi, mi smo začeli kar z sporočilom za medije, se pripravili smo potem te vsebine za spletno stran, Facebook, Twitter profil se odprl, delali smo dosti na teh grafičnih podobi, na video vsebinah. Potem pa se je to konstantno objavljanje v medijih, prek spleta, tu smo bili hvaležni za vse, kar se je tudi potem druge pojavilo, slednjem na raznih spletnih portalih, tudi zamisli.si, se mi zdi tak lep primer, ker zelo veliko prispevate k evropski državljanski pobudi, pa ne samo tej tudi različnim, ki jih objavljate na vašem mediju. Potem pa seveda tudi, kjer so bili malo bolj šibke, je bilo tudi terensko zbiranje, namreč tu treba iti pa med ljudi na ulico, stolnico postaviti. Mi smo imeli 2 primera v okviru 2 festivalov nevladnih organizacij, kjer smo tudi prinesli potem laptope tja z internetnim dostopom in pa prikazali slike in smo potem smetno noč ne bomo zbirali papirnato, bomo kar prinesli računalnik po vsi tisti, ko so tam nekaj na stolnici opisali nove podatke. Pa vse je bilo pa na prostovoljni osnovi, ta pobuda nima dejansko budžeta. No, tako se je pa začelo v medijih, recimo, to zelo pripomore, pa ko smo tudi imeli, kdaj smo imeli tiste vrhove vpisov, spletnih vpisov za pobudo, se zgodi takrat, ko je kak medij, ki objavlja, če je bilo kaj na televiziji. Potem Facebook je tudi kar precej aktiven, zdaj zadnje 3 mesece še posebej, ko je bilo neko tako neformalno tekmovanje za Hrvaško, ko je nas prehitela in dohitela. To je tudi bil nek pozitiven element za našo pobudo. To je pa zvedala stojnica, to poznate vsi tisti, ko zbirate pobude na terenu, da je to čez. Tako pa vidite, tam gospa opisuje, prav
smo imeli dostop do interneta, odpirali smo to spletno podpisovanje, potem so ljudje, ki so prišli na stojnico, so rekli, da podpira smeki, kar upište notri v spletni sistem. Smo potem lahko že sproti spremljali, kako nam raste število. Mislim, na 2 takih dogodkih smo zbrali 100 podpisov, se pravi na dogodek po 50. Mogoče se ne zdi veliko, ampak ko človek pride na stojnico, minutko, 2 malo počakaš, odpre spletno stran, on rabi minutko, da opiše, pa tako je 3-4 minutke. Ne? Tako da bi, če bi imel mogoče več računalnikov, bi šlo še hitreje. No, tole je pa tudi ena stvar, ko pa tudi spremljamo, nam je zelo dobro je, da organizatorji spremljamo analitiko. Ne? Kdaj smo imeli vrhove podpisov, to je trend podpisovanja v Sloveniji in do zdaj smo nekje identificirali 9 teh vrhov, ki jih lahko tudi pojasnimo, vemo približno, kaj se v zadnjih zgodilo, zakaj so nas zrasli podpisi. Če mogoče zelo na kratko povem celo zgodbo, to je zdaj v bistvu zgodbo od marca letos. Tam pri Enki, to je bila tista prva najava, ko smo rekli, ko smo dali preko elektronske pošte najavo v okviru sekcije, da smo začeli zbirati podpise. To tisti prvi vrh so se pravi tisti člani sekcije, društva, pa glavni ljudje, ki že v osnovi spremljajo to pobudo, recimo to vsebino. Potem drug vrh se je zgodil, ko smo dali eno izjavo za medije, se pravi, ko smo šli širše in smo tukaj privabili tiste ljudje, ki niso v ožjem krogu, ampak so v širšem krogu, pa so simpatizeri te ideje. Potem tretji se je pa zgodil, ko je prišla ta izjava za medije še v širši krog medijev, ne samo spletnih, tudi Dnevnik, Mladina in tako naprej. Četrti vrh se je zgodil takrat, ko je bila oddaja na nacionalni televiziji, če se spomnite, mislim, enkrat aprila v UTD-ju, mislim, da je bila Tarča ali je bila, ne vem kaj, otroki zvečer, neka pogovorna oddaja na prvem programu Slovenije, to je šlo tudi gor. Potem tista petka je bila akcija na terenu, to je bil festival prostovoljstva. Potem 6. se je pa zanimivo, mi smo mislili, da bo čez poletje, julija, avgust je bilo zatišje, seveda ljudje so na morju in tako naprej. 6. se je pa zgodila, to je pa konec avgusta, je bila pa novica, da bo Švica uvedla, mislim, da bo imela referendum za temeljnih dohodkov in je bil to nek boom efekt, ne. To je bilo v mediji takrat, kar dosti pokrito in se tudi vidi ta efekt evropske javne sfere, ko se v eni državi nekaj odpre, potem tako je tudi pobere nacionalni mediji in potem se tudi videlo tle, ne. Potem 7-8, pri 7, ki je bila že tam panika, Hrvati nas dohitevajo, smo skoro tudi prehiteli, bomo več angažmaja, dajmo še stisnati, da mogoče prijemo na 100%. 8-9 smo pa začeli tudi bolj Facebook, pa družbeno mrežja. Pa že pa tako tega vrhov pade, da vse težko razložimo. Ker tudi pri različnih kanalov vreme, mi nismo tako organizirani, dosti posameznikov dela po različnih kanalih in včasih tudi zmanjka časa, da se sproti obveščamo. Dobro, zdaj pa mogoče, če vem, počasi zaključim to svojo predstavitev, čisto nek uvire, ki smo jih zdaj identificirali na podlagi teh izkušenj. Prva stvar je, da dosti ljudi ne pozna vaše ideje, teme, s katero pokrijete evropsko državljansko pobudo. Zato je že sama pobuda prispeva že informirano po zaveščanju po eni stvari. Potem drug problem, ki je bil dosti velik, bi ga dal tudi na drugo mesto, namreč ljudje ne poznajo mehanizme evropske državljanske pobude. Zato so ti dogodki danes, kot je tole organizira Zavod Movit, so zelo dragoceni, jaz upam, da je bo še več, da se o tem pogovorimo, da znamo več o tem, kako funkcionira, kako deluje. In v zvezi s tem, ker niso poznali te pobude, smo imeli potem dostikrat vprašanje na stojnicah, čisto tako izkustveno, o čem se pa vaša državljanska pobuda, oziroma sploh evropska državljanska pobuda razlikuje od vseh teh peticij, ki jaz vsak dan podpišem prek elektronske pošte ali pa na internetu. Ne. In potem se je treba razložiti, da je to del odločevalskega procesa, participativne demokracije na ravni Evropske unije, da se to zbira v sistemu, da nagovarja Evropsko komisijo, da začne nek zakonodajni postopek, tako naprej. Ni samo tisto, kar se podpisuje prek Avazda ali pa tako, kjer damo nek podpis, pa potem jaz sploh ne vemo, kaj se bo s tem zgodilo, kam gre, kaj se počne s temi. Ne. To je bila prva stvar. Potem seveda še vedno nek problem, tudi v zadnjem obdobju se dosti v medijih beremo o teh spletnih prevarah. Splet postaja ne samo orodje demokratične participacije, pa tudi nekega nadzora, problema, jemanja podatkov in tako naprej. Tukaj je dosti bil ta problem. Majstov ni hotel tudi ne podpisati, ker je bilo zadeva na spletu, zaradi varovanja osebnih podatkov, mogoče za kakšne slabe izkušnje. Tudi to treba imeti v uvidu, je lahko nek zavora.
Potem na 4. mesecu tudi doskrat se je pojavilo, gledam to, da zdaj živimo v nekem obdobju, tudi zaradi teh protestov predstavniškega gibanja v Sloveniji, preizprašujemo osnovne institucije predstavniškega sistema, tudi preizprašujemo institucije Evropske unije in ta skepsa do odločevalcev v smislu odgovornosti političnih elit. Vse to, kar je vezano na neke odločevalske procese, ima saj v Sloveniji tudi dosti, bi rekel, negativno konotacijo, ljudje so šli tudi zaradi tega na ulice. In seveda, ko potem to predstaviš, da to del nekega procesa, participacije, se doskrat potem takrat vprašanje skepse. V smislu, dobro, bom podpisal, kje se bo to kaj poznalo, potem je, ja, pa imate samo to podpisov, jih ne bo milijon, zakaj bi 6 podpisov škoda, ne. Čeprav, potem ta ideja vsakega šteje, potem zelo težko prodre, ne. Potem tudi dolgotrajni postopek je 1 leto. Dosti smo imeli primer ljudi, ko so podpisali peticijo, pa so zopet prišli podpisati, pa so pa odvili, da so že podpisali, ne. Ker potem sistem avtomatsko zavrne vsake iste podatke in upozori, ta oseba pa že podpisala. In pa tudi potem čisto praktično zadeve na terenu. Ljudje zanimivo, koliko ljudi sabo nosijo osebnih izkaznic. To je, ali je to mogoče v Sloveniji, ampak zanimivo, ko smo rekli, ja, rabite osebni dokument, ja, ga pa nimam, ga imam doma. Imate potni list, še manj, ne. In dosti ljudi hodi kar po svetu brez osebnih dokumentov, mogoče je tudi mogoče razlog, da jim bo treba podpisati, ampak prišli so tja, imeli so željo in par primerov, ko smo hitro šli domov s kolesom, da so pa prišli podpisati, ja, ko smo šli na Slovenici. Tako da zanimive zgodbe so bile. Dosti ljudi tudi nima časa se poglabati v te zadeve, ker pa želijo biti pa informirani, nimajo pa časa zaradi tempa življenja, ne, ker razumeti neko vprašanje, neko pobudo, ni enostavno se treba poglobiti, ne moš pa z nekimi parimi floskolami povedati, ja, bož bo to, bož bo tisne. Ljudje želijo imeti informacije, predvsem tisti, ki se čutijo bolj kot odgovorni državljani, ki jemljajo aktivno državljanstvo kot nek resna drža v demokraciji, tudi ne grejo podpisati vsega. Ne. Nekateri so pa skeptiki, pa se pa začneš malo preprečevati, tako naprej, in tako naprej. Kup enih stvari, ko rečemo, ja, 6000 podpisov ni veliko, ne, ampak če potem odštejete tisti, ko ne poznajo, tisti, ki ne poznajo ideje, ne poznajo pobude, ki ne zaupajo v spletni sistem, ali so pa skeptični nasplošno, potem vidite, da se ta masa vdi kar manjša, ne, ki je potencialno, ki bi potencialno podpisala Evropsko državljansko pobudo. Mislim, da je to zadnji slajd. Predzadnji. Zdaj pa dejavniki uspeha, kaj so zopet na čist naši te izkustveni ravni, ne? Kaj so tisti elementi, ki tudi, ko smo delali mečkam pregled teh 3 pobud, ki so res bile uspešne, kaj je tisto, kar je dela uspešne? Prvič je to, da gre za odročno temo, da je res tista tema aktualna v medijih, da je politična tema, da je vprašanje, ki ne samo na nacionalni ravni, kot tudi na evropski ravni, da se krati pravi v več evropskih temah. Voda je bila taka stvar, ker je šlo za evropsko direktivo in se tiče vseh držav članic. Potem, da ima neko vse evropsko razsežnost, zdaj je to institucionalna ali tudi politična, mogoče vrednotna, kulturna, tukaj že malo težji, ne? Ker imamo različne kulture, tudi različne veroizpovedi imamo v Evropi. Ne? Mogoče lahko ena tema bolj že eni veroizpovedi, eni kulturi, druga ne, in potem mogoče en del držav, pač dejansko državljani, bi rekel, ne trzne na to. Ne? Potem ta vrednotni del je zelo pomemben, se mi zdi. Ljudje se mi zdi zmeri bolj primerjajo svoj vrednotni sistem z sistemom pobud, ne? In se potem odločijo, če prije neke ujemanja skladnosti, da si želijo, tudi ta svetovni nazor se mi zdi, da je zelo pomemben, je zelo večja verjetnost, da bodo podpisali. Medijska pogodnost, informiranost, kadarko so pri nas smo videli, da se bo zadeva pojavila v medijih, je tudi šel podpis gor. V tem primerih je treba biti zelo pazljiv, zato ker ni dovolj, da samo objavijo novico jaz, Evropska državljanska pobuda o tem, pa ni pa nikjer linka, ne, ali pa nikjer ni možnosti, ne povedati, kje je to možno podpisati, ne, čisto tako praktično vprašanje. To smo se naučili, da vse posodke, kakšna medijska objava, potem skušamo dodati zraven komentar pa povezavo zraven, da je potem to, da potem medijski članek pelje konkurentno na tistih potestanke, ki so da pobuda. Potem ne bomo reči, kaj je pomembna organiziranost pobudnikov na evropski ravni. Tukaj je lahko zelo problem, ker je tukaj potem različnih držav članic, različni ljudje prihajamo skupaj. Ne. Jezik je seveda angleščina, ne. Ogromno je pomenega prevajanja v slovenščino, in vse to organizirati
je res mora biti dosti predana skupina, močna skupina ljudi, ki mora biti spletno precej vešča, Skype, Facebook, Twitter. Mi skoraj elektronske pošte ne komuniciramo, ker je prepočasno skoraj, da bi zdaj. Finance so pomembne, če se kak sponzor dobi. Pri tistih primerih, ko so bile finance, se vidi, da so predvsem to fundacije ali pa organizacije, ki so vrednotno vezane tudi na to interesno, mogoče miselni stroj ali pa nevladne organizacije, fundacije, tudi sindikati so že bili, ki potem podpirajo to. Zelo pomembne so velike države, prej sem bil v Nemčiji, v Italiji, dajo tisto število. Manjše države smo, predvsem imamo tukaj vlogo, da lahko damo tisto kvoto pri državami. Slovenija pa Hrvaška smo videli v našem primeru. Manjkajo pa tiste ta velike, ki dajo pa maso, mislim, milijona. Pa te čisto takne zadeve, podpore javnih osebnosti, podporno na spletnemu podpisovanju. Recimo, to je zdaj primer, ko imamo vizualizacijo za UTD, imamo samo Hrvaško zeleno. Oni so to dosegli v 2 mesecih. Malo smo se pogovarjali, kaj je bil razlog. Predvsem ti razlogi so predvsem to, da so zdaj oni sveža EU članica, ne ta malo evropskost je zelo, bi rekel, pri njih sveža. Vprašanje je bilo, kaj bi bilo, če bi že 5 let Evropske unije, ko je bilo tega entuzijazma. A oni zdaj tudi preizkušajo to novo obliko participacije, ko ni plane, pa prej niso imeli izkustva. Potem tudi mogoče neka nacionalni sentiment, Hrvaška, dajmo se pokazati, oni bi rekel, bi tudi mogoče nekaj prispevati. Pa zelo dobro so organizirani prek spleta, spletnih strani, tako smo nagledali njihove strani, Facebook, tako so kar. Tako, to je pa zdaj, to je pa zadnja poslovnica. Kaj tu za Sašo na nek način odprlo vprašanje, pa tudi vprašanje je bilo z občinstva, kaj se pa zdaj zgodi. Zdaj, te 3 pobude pa zdaj šle Evropski komisiji. Pogoji so spomnili, komisija pa zdaj, najprej se bo še preverili veljavnost predpisov v državah članicah, potem bo šlo to na komisijo, komisija ima 3 mesece časa, da se opredeli. Zdaj, Sašo smo se že malo pogovarjali, pa tudi, da nima to skupno mnenje, da bo komisija verjetno dosti odprta. Za te prve pobude je dosti možna verjetnost, da vsaj 2, mogoče 1, 2, da bo še naprej v postopek, ker je to politično vprašanje. Zdaj, tudi nek način, tako kaj je gospod rekel, tukaj se bo tudi gradila ta, bi rekel, politična odgovornost, legitimnost tega postopka. Če bi zdaj tako začeli zavračati te pobude, bi bila velika politična škoda celemu procesu, vsem tem, kar se je zadnjih, ne vem, da se je začela pripravljati ta pobuda. Mislim, da je bilo že, prvi smutki so bili v kontekstu Ustave za Evropo, to je zdaj že 2007, 7-8 let dela bi lahko bilo tako, če bi prišli do nekih blokad strani komisije, da bi vzela to vlogo gatekeeperja, vratarja, mogoče preveč resno in bi vse te pobude, ki so imeli več milijon podpisov, začela tako mogoče preveč zlahka ignorirati. To bomo videli, pa seveda potem vprašanje nadaljnjega postopka, kaj pa Evropski parlament, kako se bo vse to pelalo naprej. Mislim, da tukaj spet learning by doing, malo prakse se bo postavilo. In pa napoveduje se že revizija Evropske državljanske pobude 2015 na osnovi teh prvih izkušenj, ki jih imamo, problemo za spletnim zbiranjem, mogoče najbolj prijazna pobuda, pa tudi bomo videli, kakšno pa dejansko demokratični učinek v smislu reševal vsega tega outputa. To je že verjetno kalkulirano notri. In mislim, da bo še kar zanimiva ta zgodba. Še kak tak dogodek se verjetno v naslednjih letih zelo prav prš, da bomo to debatiral. To je bilo z moje strani vse. Hvala za pozornost.